prva informacija, ki jo moramo imeti in kar moramo vedeti, je, da Uber v celoti ni rentabilna firma. Predstavnik taksistov prej je navedel celo točno številko, koliko je bil v preteklem letu v minusu. Mislim, da je bila ta številka 6 milijard ali 8 milijard, nekaj takega. 8? Ja, 8 milijard minusu. V celoti to ni rentabilni poslovni model. Rentabilen postane šele pod pogoj, da si v neko državo, v katero vstopi, zagotovi monopolni položaj, potem pa iz tega monopolnega položaja mezde šoferjev taksistov pribije navzdol do asfalta, cene za stranke pa dvigne. Da pa sploh lahko operira na tak monopolno-dampinški način, pa je najprej lobistično potrebno iz zakonodaje v posameznih nacionalnih državah odstraniti varovalke, ki tovrstno predatorsko ravnanje preprečujejo in ščitijo nek standard dela in standard upravljanja taksi prevozov. V vseh državah je enako, pri nas ta hip spremljamo, kako se po meri Uber korporacije spreminja zakonodaja in se iz nje mečejo varovalke. Uber bi že sedaj lahko prišel delati v to državo. Cameo, sicer problematičen Cameo, kot sem se še posebej uspel podučiti v zadnjih 24 urah, je prišel iz tujine k nam in je prišel tudi z aplikacijo. Ne gre torej za vprašanje tehnologije, ampak za vprašanje družbenih odnosov. In te Uberovi družbeni odnosi so totalna prekarnost. So popolnoma deregulirana, najbolj groba različica kapitalizma, v kateri taksi vozniki dobijo bore malo, zagotovo ne dovolj za preživetje. Še iz tega ne dovolj za preživetje, pa odmerjajo svoj delež kolača za Uber, sami morajo tankati avtomobile, sami morajo vzdrževati svojo pravno osebo, pri nas to SP-ji, avtomobil morajo kupiti in tako naprej. Včasih za Uber niti ta monopolni položaj v neki državi, ki se ga izbori potem, ko zlobira zakonodajo, da iz nje letijo varovalke, ni dovolj, da bi izkazoval rentabilnost. Se pravi, niti ta dumping za Uberov poslovni model včasih ni dovolj. Zato lopira naprej. In imamo primere posameznih mest v Združenih državah Amerike, kjer je Uber odstrelil javni prevoz v teh mestih. Si je zlobiral to pozicijo, v kateri so potem mesta odkoncesionirala službo javnega prevoza Uber korporaciji. In kaj je končni cilj, ključni cilj te strategije? Silno predatorski, zelo grob in družbeno uničujoč. Zavleči se v vse mogoče pore v neki panogi, kot je to panoga prevozov, in na ta način strukturno pridobiti enormno moč. Ker taka platforma, taka korporacija postane neobhodna zato, da neka osnova sistema sploh še deluje. Če nimaš drugih taksi služb, če nimaš vlakov, če nimaš avtobusov in vse, kar imaš, je nek Uber in je ta Uber delujoč na javnih financah, potem ni država tista, oziroma neka politična skupnost ni tista več, ki bo določala pravila. Uber je tisti, ki bo določal pravila, ker je vse od njega odvisno. Cel promet v nekem mestu, da pride iz točke A do točke B, je odvisen od Uberja. In to je v srcu Uberjevega poslovnega modela.